Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Moje ime je Kaja Solo in danes končno delam DreamWorks tier list, ker sem kar nekako pozabila ta video pa narediti. Ampak tukaj je, let's just jump right into it, pa da vidimo moje ocene teh filmov. Predno začnem, moram povedati, da sem dodala še en nov tier, ki se imenuje Nisem gledala, zaradi tega, ker dejansko, za razliko od Pixarjevih filmov, teh filmov nisem zares pogledala vseh. I'm sorry. Vsi niso tako dobri, okej, pač skip the few, okej? Prvi film, ki je prišel ven od Pixarja, je bil, fun fact, poskus, da bi ukradli gledalce Pixarju, in to je bil And Z, zaradi tega, ker so kopirali Bugs Life. Zato je precej podobno. V bistvu DreamWorks pa Pixar imata večkrat. Tako da, zaradi tega dejstva bom dala And Z na Pogledaš doma. Pa toliko star je že, da pač ga iskreno ne spomnim. Oh my god, actually, zdaj ko pomislim, dejansko bi mogla rewatchati vse te filme, ker enih res ne spomnim. Fuck. Ok, ampak drugi film je pa Prince of Egypt. Večkrat pogledaš, to je absoluten masterpiece. Komadi v tej risanki so neki najboljšega, jaz jih po moje tek vsaj enkrat na teden še zdaj poslušam. Deliver Us, Playing with the Big Boys Now, Through Heaven's Eyes, pač All I Ever Wanted, to so toliko dobri komadi. Hans Zimmer really did his best. Pač, čeprav je še vsem ta risanka je pač religious, ker je v bistvu zgodba Mozesa, ampak I don't mind. Jaz nisem verna, ampak vseeno, to risanko sem pogledala že najmanj 35krat. Najbolj priporočam, to mora vsakenkrat pogledati. Gremo naprej, Eldorado. Veš kaj? Bi dala na večkrat pogledaš, ker jo obožujem, ampak mislim, da Prince of Egypt bi mogel imeti svoj tier. Tako da bom mačkaj spremenila. Masterpiece bo čist na vrhu, potem bo pa vrhunsko. Vrhunske filme večinoma večkrat pogledaš, tako da it makes sense. V glavnem, gremo naprej. No, zdaj pa začnejo filmi, ki jih nisem gledala. To je Joseph, King of Dreams. Nisem gledala, tako da to lahko quickly skipam. Čeprav, glede na to, da je to že zdaj kar četrti film, pa že enega nisem gledala, I really gotta get into it, ok? Moram res vse pogledati. Potem imamo Chicken Run, vrhunsko. Jaz se spomnim, da smo v šoli gledali Chicken Run, po moje 7krat. In ta stop motion, Wallace and Gromit style, ki je tudi pol kasneje, love it. Čeprav, ko sem imel otrok, sem imel malo creepy, ampak ne, I love them. Shrek, direktna masterpiece, čeprav to je prvi Shrek. Tako da, bom dala tega sem, zaradi tega, ker na prvi Shrek, še za en Shrek 2, je the movie. Prvi je dober, ampak ni pa še tam. Naslednji je Spirit, ki ga nisem gledala. This is bad. In da so tako vse punce nekako zaljubljene v tega konja, and I'm like, are you all okay? Ga nisem gledala, bi pa, I guess, mogla. Sinbad, vrhu, actually, vrhu v redu je. Spomnim se, da smo to enkrat z mami šli v kino gledati. Damn. I am that old. Pa I loved it. Všeč mi je bil, ampak ni pa na tem levelu. Pa ko se sploh gre? Neke legende? Jesus. Zato sem tako dolgo odlašala s tem videom, zaradi tega, ker nisem bila ziher. Čeprav v tem času bi lahko zdaj vse te filme pogledala, ampak jih nisem. Gremo lepo naprej. Shrek 2, masterpiece. Rabim sploh kaj druga reči. Shrek je moja najljubša stvar na svetu. Pač Shrek je Shrek. Sploh 2, ne vem. Jaz znam Shrek 2 film, po moje, na pamet. To je una fora, veš, ki si na letalu, pa sam gledaš v prazno, pa ti nekdo reče, kva pa delaš? Pa rečeš nazaj, Shreka gledam. Pa ti rečejo, sej nimaš skrina pred sabo. In stek, tule not ga gledam. Sceno po sceno ga poznam, ok? Sceno po sceno. Naprej Shark Tale, vrhunsko. Shark Tale se mi zdi, da je tak underdog. Pa ful velikrat the butt of the joke. Memes and stuff. Ampak ne, meni je bil iskreno dober. Story je good, actors are good, pa animacija, ta pod vodo, ok, ta je drugač odgovor Nemota. Ok, DreamWorksov Nemo. Ampak zgodba niti približno taka. Je ene par takih jokov, ki jih pa v bistvu razumeš šele, ko si odrasel, kar je ful tak zelo tipično za DreamWorks, kar mi je všeč, obožujem in zato so tudi še danes, pač tudi ko si odrasel, so ti filmi še vedno zanimivi. In Shark Tale je ena takih, ki po moje otroci ga ne bi toliko razumeli. Naslednji je Madagaskar. Ne vem, kako se počutim glede Madagaskarja. Gledala sem ga itak 500krat, tako pa vsi v moji generaciji.
ampak ne more se kosati s temi. Pač preveč mi je tak mainstream, preveč je ono, pač, a veš, kaj mislim? Vse drugače še vedno vrhunski, a ne, sem ne pravim, sam... Mogoče sem ga sam navlčena. Zaradi tega Madagaskarja je bilo pol ful preveč in posebej še neke risanke, pa serije, pa spin-offi. By the way, a ste vedeli, da obstaja Madagaskar serija, kjer so vsi karakterji otroci? Pač, jaz ne maram teh cash grabi franšiz, ki pol jim gre sam za cash, teda zato mi ni tako dobro, kot vsi ostali. Naslednji je Wallace and Gromit, kjer je to? The Curse of the White Rabbit. Tega sem gledala, ko sem otrok, ker moj fotor ni imel drugih filmov in sem tega gledala zaradi tega, ker je pač bil. Ne, če sem ga daj v enem kosu celega pogledala. Spomnim se nekih približno scen, pa tudi, ne vem, če bi ga še enkrat pogledala. Mislim, pogledaš ga doma, a zastopiš. Pač tak, Wallace and Gromit sta mi drugače všeč, ampak ne toliko, da mora biti celo večerc, a zastopiš. Over the Hedge je pa res underdog. Tudi večina folka sploh ne ve, da je DreamWorks. Te risanke se po moje večina folka sploh ne spomne. Tok hilarious, čeprav je mogoče spet taka malo manjša zgodba, ampak je tok smešna. Bom ga dala raj na v redu je, zato ker na vrhunsko ima že res preveč filmov, pa ne vem, če se lahko s temi kosa, je pa definitivno še vedno full dober. Flushed Away, oh my god, a je vrhunski dol. Spet ta Wallace and Gromit animacija. Jaz ga bom dala na v redu je, ker je vreden, da ga greš v kino pogledat, pač ko je bil v kinu, tako pač ta dva, ampak ni pa uno, da ga greš večkrat gledat. Ali pa da je pač, ne vem, da si ga full zapomneš, ker jaz si ga obviously nisem. Vem, da je ta podgana in meni je bil on vedno všeč. Ok, prej sem rekla, da mi je čudno, da je ful zaljubljeno konja, ampak jaz sem dobesedno zaljubljeno podgano, tako da I take that back. I guess I'm a furry as well, tako da... Gremo naprej, ok? Naslednji je Shrek the Third. Ta gre na ni vredno pogledati. Jaz imam beef z Shrek the Third in če mene vprašaš, obstajajo samo 3 canon Shrek filmi. Prvi, drugi pa 4. Tretji film je tako ble, pa vem, da je Eric Idle je not, pak ne. Just, nah. Za vse druge ti lahko povem točno, kaj se dogaja. Tu pa iskreno, onga froca grejo iskat, zato ker Shrek noče biti kralj. Pol se v bistvu vse, kar se v tem filmu zgodi, so štirki kind of iz nič. Tako da, ne vem, Shrek Third, bleh, B-movie. Vete, kam gre to? Ne na vrhunsko, na masterpiece. Oh my god! B-movie. A vem, it's a meme. Vsaka scena v B-movieju je ridiculous. In je vsaka scena posebej a meme in itself. Ampak je tako dober film. Also, a sem sam jaz, ampak jaz letos še nisem videla ene čebele. Ose, sure. Sršeni, sure. Čebele? Where are they? They're gone. Teda, where are they? Pač ni. Da B-movie je imel prav. For me je bad day. Pogaj čebelce. Ne moram iti naprej, brez da rečem, you like jazz? You like jazz? Ok, naslednji je Kung Fu Panda, masterpiece. Masterpiece. Period. Jack Black in vs ostal cast, amazing, ampak tu pa je ena izmed redkih teh risank, ki so dejansko, po mojem mnenju, boljše v slovenščini. Una scena, ki se poobrne, pa reče, jaz pa mišljenovana breškva. Clemens Lakonja, thank you. Na Euroviziji mogoče nisem naredil dober, ampak Kung Fu Panda je pa tvoj pik v celi tvoji karieri. In tudi message Kung Fu Pande. Vem, da nisem dosti zdaj opisovala dejanskih storijev vsake risanke posebej, ampak dajte jih gledati, če ne veste. Ampak ja, Kung Fu Pando verjetno vsi poznamo. Thailand je bil vedno moja muca. Ta prvi film je the perfect movie. Ampak bi pa rekla, da za Kung Fu Pando je dejansko, dokaj še bil trilogy, the perfect trilogy. Vsi trije so perfectly placed, v vsakem filmu se dogaja nekaj več in potem na koncu pridemo do tega, da Pol postane komplet zmajev bojevnik in je najboljši in nobena druga trilogija, vsaj pri DreamWorksu, ni tega dosegla. Sploh pa ne Madagaskar. Kaj se že dogaja v Madagaskar dvojki? V Afriko grejo. Dala ga na uredu je, zaradi tega, ker sem ga ful malkrat gledala in se ne spomnim čisto vsega, tako da bi za to verjetno bilo zanimivo še enkrat pogledati, ampak ni pa na višjem levelu, nažalost. Pač mi je všeč backstory od tamavga Alexa, ki se ne spomnim, kako mu je ime originalno, kaj je bil še otrok. Ampak všeč mi je, da so nekaj expandali to, kar so imeli in
pojasnili, odkot te živali prihajajo, oziroma vsaj Alex. Mislim, da za druge niso pojasnili nikoli. Monsters vs. Aliens je tako random film, ker sem ga verjetno tudi gledala vsaj 150, ker je bil na HBO včasih skozi po televiziji, ampak v redu je. Ne zapomneš si glih čisto vsega. Še enkrat ga moraš pogledati, zato da sploh da si tako kaj se je že dogajalo? Kaj se je sploh dejansko dogajalo? Ona se je spremenila v neko velikanko in potem ima moža ali zaročenca, ki se pol narazen... A gre to na koncu narazen? I don't know, ona postane full cool in se odloči, da ne rabi več tipa. Ne vem. Naslednji je How to Train Your Dragon. Pač to pa je drugam kot pod Masterpiece. Čeprav, naj vas ustavim, zdaj je prišel How to Train Your Dragon live action in nisem ga še gledala, verjetno ga bom, ker reviewam filme, ampak jaz ne razumem, zakaj je bilo to potrebno. Zakaj je mogel biti en film, ki je bil perfekt? Animacija ni tako slaba, realno, kdaj je prišel ta film ven? 2010, to je 15 let star film, to ni toliko. Animacija v tem filmu izgleda full legit, nekaj full improvat, ker ni bil tako bad, ampak, I don't know. So mi ima, da je live action Lilo and Stitch, da je prišel ven, zaradi tega, ker je to že precej stara risanka, lahko naredili nek no take, čeprav so baje naredili grozen, ampak I get it. Medtem, ko How to Train Your Dragon, več nobeden še ni pozabil na to, jaz imam feeling, kot da je včeraj prišel ven. Ne razumem, zakaj je bilo to potrebno. I don't get it. Ampak v glavnem original How to Train Your Dragon gre pa na prvo mesto, pač na Masterpiece. Shrek Forever After ni na levelu Masterpiece, ampak definitivno pa vrhunski. Celoten story, kako so si zamislili, kam bojo šli naprej, kako bojo v bistvu Shreka postavili v ta lik, kakršen je postal. On ima character arc v prejšnjih dveh, da pač postane family person. In potem v štirki se začne nekaj spraševati, kako bi bilo, če vse to ne bi bilo, če bi imel spet svoje staro življenje nazaj. In v bistvu mora imeti nek lesson, da se nauči, zakaj mora ceniti to življenje, ki ga ima. In mi je toliko dober. Pač tist poljub na koncu s Fiono. Oh my god, jaz se vedno jokam. Nisem nikoli mislila, da bom zaradi Shreka jokala, ampak tukaj pa sem. I love it. Naslednji je Megamind. In najraj bi ga dala na Masterpiece in ga bom, delam jaz ta video, lahko naredim kar hočem. Jaz sem imela tak crush na Megaminda, for some reason. Nekaj cajta sem te krisala samo Megaminda for some reason, don't ask. Ampak, amazing je. Also, Megamind je ful dobro prikazal inceli, ljudje, ki so inceli. Že takrat, in sem tak, ja, that's how they are. Tako da, če hočete to razumeti, pejte to gledati. Pa tudi on twist na koncu. Pa kako v bistvu se je Megamind premislil pa na koncu, da v bistvu noče dejansko pač imeti. A veš, pa nima kaj dela, če on zmaga proti Metroci. Ne vem, kako ima on moj ime. Ampak, je tudi par dobrih mimov iz tega filma nastal, kar vedno cenim. In ja, Megamind is a fun time. Sem hodila še kaj reči? Ne vem, pozabila sem. Gremo naprej, Kung Fu Panda 2, ki se gre o Shen. Shen, moj dragi Shen. Zaradi Shena bi ga rada dala na Masterpiece, ampak ne more iti na Masterpiece, ker je prvi bolj Masterpiece, ker je drugi tek mal. Je isto zanimiv, logično, pa obožujem Shena. Shen je moj najljubši karakter v Kung Fu Pandi, ampak vseeno ni pa tam, ki je bil prvi, okej? Ja. Ampak mi je všeč ta notranji mir stuff in ne tega mislim, okej? Puss in Boots prvi. Puss in Boots. Animacija je bila tukaj full cute. In zaradi tega sem po mojega gledala 40krat, ker obožujem mačke. In Mici Šapka. She's so cute. Ampak je bil drugi boljši, tako da zaradi tega ga bom dala na v redu je. Pač ni na tem levelu, a zastopiš. Pa kaj je story? Oni grejo iskat zlato jajce, zlato gosko. Nima neke globine, realno. Pač v bistvu se vidi pri tem filmu, da je sam spin-off Shreka. Tako da zato, Naslednji je Madagaskar 3. Pozabiš takoj. Ne vem, jaz ful predobro ocenjujem tem filme. What the hell? A jih celo boljše ocenjujem kot Pixarjeve. Ups. Gledam Madagaskar 3. V cirkusu so. In to je vse, kar se spomnim. Teda nimam kaj drugo zreči. Teda, ja, whatever. Naslednji je Rise of the Guardians. Pač te liki so praznični. Kaj so? Božiček,
velikonočni zajček, zobna vila, pa on je nek Jack Frost. In potem predvidevam, da rešujejo svet. Not groundbreaking, gledaš za Božič. Ker je Božiček noter, pač moraš gledati za Božič, ne moreš čez leto to gledati, ne? Logično. Naslednji je The Croods. Ne vem, ni vredno gledati. Ne vem, oh my god. Zadnjič sem dobila en komentar, ki je ena napisala, da ni fair, da ocenjujem, ker sem odrasla, ker ne morem teh filmov gledati kot otrok. Ker pač se pol vidi, da je po enem letu sem že bila odrasla in da sem pač ful bolj kritična do teh filmov, ker nimam te nostalgije. Ampak eno stvar bom rekla, to je moj video in jaz tako ocenjujem, kar hočem. In če se meni ne zdi v redu, se pač meni ne zdi v redu, ok? Jaz vam ne govorim, kaj morate gledati, pa kaj ne gledati. To se samo meni zdi, da je tek. In zaradi tega, ker sem bila prestara, ko so Croodovi prišli ven, I just don't know what's going on. Jaz se ne spomnim. Kremenčkovi vibe, turbo. Pozabiš takoj, sem ga gledala, ampak to je pa to. Polški, ki dirkajo. V bistvu, pač če te pogledamo, ne? To je The Good Dinosaur, to je pa Cars. In niso dosti originalne ideje, da bi me zanimali. Sorry. Mr. Peabody and Sherman. Mislim, da sem to celo gledala. Ampak, ker se skoraj nič ne spomnim iz tega, ga bom dala na nisem gledala. Čeprav sem pritišla, da sem ga. Ampak bi ga mogla še enkrat, da bi ga lahko dejansko fair ocenila. How to Train Your Dragon 2. Kaj se dogaja v dvojki? Moram biti fair in priznati, da sem samo How to Train Your Dragon prvi del gledala večkrat, druge dva sem pa verjetno gledala samo enkrat oba. Teda zaradi tega se ne spomnim gled najbolj, kaj se dogaja, ampak bom vseeno dala ga na vrhunsko, ker vem, da je vrhunski. Actually, a veš kaj premislila sem si? Glede na to, da ima zdaj Kung Fu Panda še 4. del in da officially ni več trilogija, bom rekla, da so How to Train Your Dragon filmi the perfect trilogy. Premislila sem si. Ok, How to Train Your Dragon je najboljša trilogija, upam, da naredijo še enega. Don't do this to me, DreamWorks, please. Sam se ne bojo naredili, ker se je začeli zdaj live action delati, da zdaj morajo še 2 narediti, preden jim bo spet zmanjkalo in potem bojo mogli narediti How to Train Your Dragon 4. Teda imamo še nekaj cajta. Penguins of Madagascar. Pozabiš takoj. Benedict Cumberbatch je noter, kar je ironik, glede na to, da on ne zna reči penguin. Super, začela sem znam. Penguins. So why are these woodlands so attractive to penguins? To je hilarious, ampak to je edina stvar pri tem filmu. Ja, good time, pogledaš ga, imaš se fajn, ampak ni pa neki. Home me ful spominja tega, ko zdaj pride ven Elio od Pixarja. Očitno so zdaj začeli kontra, očitno zdaj Pixar kopira DreamWorks. Čeprav niso zihar, ker tudi niso še gledali Elio, ker prije ven čez 3 dni. Ampak ja, Home se gre o tem, da ena punca vzeme enega vesoljčka in potem ga dostavi domov in te vesoljčki mislim, da spreminjajo barve glede na to, kako se počutijo. Nekaj takega. Teda zapomnila sem si, teda ne more iti na pozabiš takoj, bo šel pa na pogledaš doma. Naslednji je Kung Fu Panda 3, ki gre spet na vrhunsko, ker smo rekli, da so vrhunski. In pa ti male pandike. Ajaj. Ampak pa tako sem prej rekla, zaključi se nek pojev character arc. Pač tista scena, ko on postane ta res zmajev bojevnik, ki ima zmaja v tistem, kako se reče, afterlife-u, I don't know. Meni je bilo tudi tok epic, ki je ono tak, fuck, that's Poe, bitch. Troli, ni vredno gledati. A je vredno gledati? Ne, veš kaj, dala ga bom na pogledaš doma, ker prvi troli niso bili my type of jam, ampak lahko cenim animacijo. My god, to, ko je vse zgleda kot da iz filca, I love it. Moram počakati, ker so zunaj sosedi. No, zdaj dobili preview DreamWorks tier lista. Boste šli gledati na kanal, če hočete vedeti, ok? V glavnem, troli so, kar se tiče animacije, so bili amazing. Story je malo weak, ker v bistvu pač so smrkci. Pač bežijo, zato da jih ne bojo pojedli. Samo da pač smrkci bežijo pred Gargamelom, ampak je ista ideja. Boss Baby, oh moj bog, ni vredno gledati. Boss Baby je pa tako random film. Kdo the fuck si je zmislil Boss Baby? I don't get it. Gledaš ga, ta film je ko prometna nesreča. Grozljivo, ampak ne moreš gledati stran. A veš, prav moraš gledati, ker je tek. What? Gremo naprej. Captain Underpants gre na višje mesto sam zaradi tega, ker je kapitan Gatnik, ker sem pač moja generacija in itak, ker sem bila otrok, sem brala kapitan Gatnik knjige in pač veš, ko si flipal tek čez na liste. Oh my god! Inovativno, novo, obožujem. To je bilo kar
ker slike so oživele, o moj bog. Čeprav se ne spomnim, kaj se dogaja v filmu. A sem ga sploh celo gledala? To se ne spomnim. Ampak zaradi tega, ker Kapitan Gatnik gre na v redu je, ker verjamem, da če so vsaj malo ostali true to their source material, vem, da so imeli dobre fore not. How to Train Your Dragon 3 gre na vrhunsko še enkrat. Ne, dala ga na v redu je, zaradi tega, ker ta female Night Fury, Moon Fury, whatever je, tako slab dizajn, da v bistvu sem zamerila zaradi tega, ker pač to je ono, a veš, Disneyjevo, kako narediti female žival. Dej trpalnice pa joške, a ne, pač res bi lahko bila full epic, ampak oni so rekli, ne, redli jo bomo tako soft and fluffy, fuck you. V filmu še vse en. Pa spomnim se, da na koncu so neki odločili, da ne bojo več imeli zmajev, ali kaj že, some shit like that. Abominable, ne Abominable Bride, ampak Abominable. Nisem gledala, sorry, nisem. Da, gremo naprej. Troli 2, oh moj bog, Troli imajo 3 filme, jaz sem nekaj falila. Well, anyway, Troli 2 nisem gledala in nočem, ne vem, Troli so tak cash grab. Že v osnovi so pač risanka je narejena po igrači in pač je samo za prodajati igrače. In je otročji film, ne vem, ne. Croods New Age nisem gledala, ker če sem že tega dala, ni vredno gledati, pač 2 ne bom, Spirit ima drugi del, izgleda 3D, nisem gledala. Jesus, kaj? Oh, DreamWorks, this is bad. Baby ima drugi del, jaz nisem vedela tega. Anyway, jaz zase ne bi rekla, da sem največji DreamWorks fan, jaz sem največji Pixar fan in to se vidi na tem listu. Teda, don't judge me, ok? The Bad Guys. Nažalost nisem gledala. Slišala sem, da je dober, ampak pol nikoli nisem prišla do njega, da bi ga gledala. Tega ga žal ne moram oceniti. Puss in Boots, The Last Wish. Masterpiece. Moj bog. Če se jaz hočem zjokat, pomislim na ono, kada pesek k mačku glavo gor na trebuh, ki ima pač maček anksioznost oziroma pač tesnobo. In se začnem mirjeti jokat, pač zdaj fightam my own tears, ker je tok cute ta scena in tok real, pa una smrt v tej risanki, ki sam začneš žvižgat, ki jaz pač dobiš chills. My god, pa nova animacija, brilliant. To je The DreamWorks, ki ga hočemo, ne pa Teenage Kraken, ki sem ga gledala, fun fact, na letalu za Japonsko, I think. In selling point te risanke je bil, da so morske deklice slabe in krakeni so dobri, ker je bilo ono tak, fuck you Disney, mi bomo naredili obratno kot vi, kar je načeloma že Shrek, ampak animacija zgleda kot drugače kot ostali, to pa je to. Pozabiš takoj, ne, pogledaš doma, po moje je bil based on Luka, čisti iskreno. Troli 3, nisem gledala, let's move on. Kaj the fuck je to Orion and the Dark? Kaj je to? No, tega tudi obviously nisem gledala, ampak animacija zgleda zanimiva, tako da mogoče ga bom, ampak zaenkrat ga ne moram oceniti, ker ga nisem. Tako da ga nisem, nažalost. Kung Fu Panda 4. Pogledaš doma. Mislim, že tukaj začneš razmišljati, zakaj mora poiti v penzijo ali neki in zakaj rabijo izbrati zmajega bojevnika tek 3 leta potem, ko je postal zmajeg bojevnik, je tek. Ampak je noter Tenacious D, tako da v redu je. Ne morem tega narediti. Pač tudi Jack Black je začel delati cash grabby filme in pač v bistvu vsi vemo, zakaj je Tenacious D propadel, tako da ne bomo govorili o tem. Okay. Jaz sem ga sicer gledala v kinu, ampak ni bil vreden. The Wild Robot je noro dober, ampak ga nisem gledala. Pedro Pascal je not, tako da je na moji listi, da ga moram gledati, ampak ga še nisem, ker nočem, da je mimo. Ker je tek, to bo res, ne vem, meni se zdi koncept tega filma že full adorable, se mi zdi, da mi bo full noro všeč, pa še Pedro Pascal je noter, tako da I'll love it, ampak si ga ne upam gledati, ker ga bom že videla in pač se ne bom imela česa veseliti. Does that make sense? Zadnji film je pa Dogman, ki ga tu nisem gledala in tu tudi gledala nekaj za otroke, nimam pojma, kaj to je. Zdaj sem opazila, kako ta poster nima smisla, zakaj napis ni zgori? Zakaj je tukaj full praznega placa? Če se s čim ne strinjate, mi lahko napišete dol spodaj, ampak keep in mind, da imamo vsi svoje mnenja, vsake oči imajo svojega malerja in meni je ta tier list pač tak jaz to vidim. Če pa vi vidite kaj drugače, pa
ni moj problem. V glavnem, hvala, da ste gledali tale video. Če vam je bil všeč, mi dajte en like, ker sem rekla, komentirajte kaj spodaj, naročite se na moj kanal in pa prečekirajte me še na Instagramu pa na TikToku. To pa je to. Lepo se imejte in veliko se imejte in vidimo se naslednjič. Čau!